Po številnih dimniških požarih zdaj požari tudi v naravi. Pozor, na ceste so se vrnili motoristi. Zaradi žalitev in Maribor napovedali pritožbo. Pozdravljeni. Potem, ko v zadnjem času opažamo povečano število dimniških požarov, se zaradi pomladi in urejanja okolja kmalu pričakuje več požarov v naravi. Da je zdaj pravi čas za pregled dimnikov in kurilnih naprav, opozarjajo dimnikarji, inšpekcijske službe pa, da je kurjenje v naravi večinoma prepovedano. Pristojni opozarjajo, da skoraj polovica kurilnih naprav, ki so v zadnjih mesecih zanetile požare, ni bilo prijavljenih ali pregledanih. Ob dejstvu, da je povprečna starost kurilne naprave pri nas 19 let in da večinoma kurijo neustrezno kurivo, se grejemo praktično na tempiranih bombah. Vsakemu bi svetoval, da najprej pokliče dimnikarskega mojstra, da mu pove kako in kaj. In s tem se bo izognil težavam naprej. Težava pa niso le stare in nepregledane naprave, pač pa tudi nameščanje novih in neznanje rokovanja z njimi. Najbolj pogosta razlog teh požarov je ravno to, da ljudje sami poskušajo v bistvu umeščati ali pa namestiti nove kurilne naprave. S toplejšim vremenom se bo sicer število dimniških požarov zmanjšalo, povečalo pa se bo število požarov v naravi. Kurjenje na odprtem sicer omejuje državna uredba, na območju mestne občine Maribor pa je kurjenje biomase praktično popolnoma prepovedano. Ljudje torej suhi odpad iz vrtov lahko v manjših količinah tudi kurijo. S tem, da je tako, da pač mora biti ta material suh, kurijo lahko samo podnevi in v največ 2 ure. Biomaso naj bi raje kompostirali oziroma odpeljali v snagine zbirne centre. Sežiganjem namreč povzročamo tudi onesnaževanje ozračja s trdimi delci. To je najboljša rešitev, s tem tudi izognemo temu, bom rekel, neprijetnosti z sosedje, tudi do kakšnega požara lahko pride. Sicer pa državna uredba prepoveduje sežiganje posečnih ostankov, kurjenja v grmiščih, mladih gozdovih in nasadih, sežigati kmetijske ostanke na obdelovalnih kmetijskih zemljiščih in zažigati nepokošene travnike ali ledine med kmetijskimi zemljišči. In še vest, da je v petek okoli 17. ure v naselju Kovača vas v občini Slovenska Bistrica zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Do požara je prišlo zaradi napake pri odvodu dimnika. Gasilci so ogenj na srečo hitro pogasili, tako da večje gmotne škode ni bilo. Še pred prihodom gasilcev so s priročnimi gasilnimi aparati na pomoč priskočili tudi domačini. Poškodovanega je približno 8 kvadratnih metrov ostrešja. Sem slišala, da nekaj poka in so šla pogledati in sem videla, da je že potem gore na strehi se kadila. Potem sem pa poklicala policijo, na 113 so se policisti oglasili, potem javili gasilcem in so res trenutko prišli, tako da se zahvaljujem. Res vsem gasilcem, ki so prišli, pa sosedom, prijateljem, znancem, da so priskočili na pomoč. Lepo vreme je na slovenske ceste že privabilo prve motoriste. Njihovo število se je pri nas v zadnjih 2 desetletjih podvojilo. V Sloveniji naj bi bilo registriranih kar okoli 50 000 motornih koles. Po nekajmesečnem premoru pa bi morali biti motoristi izjemno previdni, saj se največ usodnih nesreč zgodi prav na začetku sezone. Rok Kurbus je bil vrsto let reševalec na motorju. Ko pa je pred 2 letoma in pol hitel na pomoč ponesrečencu, mu je voznik avtomobila vzel prednost. Kljub temu, da sem vozil z signalnimi napravami oziroma z vklopljenimi signalizacijo zvočno in seveda luči, me je spregledal. Rok je bil odsoten leto dni, vrnil se je v našo sredino, vendar nažalost so njegove poškodbe tako hudega značaja, da delo motorista reševalca ne more upravljati. Namesto na motornem kolesu dela v pisarni. Pogrešam vožnjo z motorjem, pogrešam pomoč ljudem, glavnem vse te zadeve, za katere sem v bistvu postal reševalec motorist. Lani se je na območju Maribora zgodilo 73 prometnih nesreč z motoristi. 3 so umrli, 9 jih je bilo hudo poškodovanih. Ob začetku sezone motoriste na cesti najbolj ogrožajo pesek, udarne jame, prevelika hitrost in pomanjkanje izkušenj. Tisti stari motoristi, ki so že dolgo leta, jaz sem izkušen, pač se ta občutek pol leta, ki ne voziš motorja, malce izgubiš. Razne avtošole, policija predvsem, tudi motoklubi zadnje čase se zavedajo svoje odgovornosti in prirejajo
tečaje, tiste prve varne vožnje. Ob dobri psihofizični pripravljenosti voznika pa mora biti tudi motor ustrezno opremljen. Gume pregleda, če so v redu, če jih treba zamenjati, poleg treba seveda narediti osnovni servis in pa zavore. Zavore so tiste, ki pač so ključnega pomena in morajo biti brezhibne in delovati. Predvsem pa na motorno kolo spada, kot povedo izkušeni vozniki, treznost in preudarnost. Preveč razgrete glave namreč ne more obvarovati niti najboljša oprema. Jutri bi morala potekati javna dražba za prodajo zdravega jedra podjetja Granit, a do danes kupnine ni vplačal nihče. Izklicna cena dobrih 14 milijonov evrov je bila očitno previsoka. Stečajni upravitelj upa, da bo za podjetje, ki kljub stečaju posluje naprej, več zanimanja na prihodnji dražbi, ko bo cena približno tretjino nižja. Družba je od avgusta lani ustvarila 3 milijona evrov prihodkov in imela 51 tisoč evrov dobička. Poslanci SDS-a pa so se danes mudili na delovnem obisku na osrednjem Štajerskem, ki ga vlada Alenke Bratušek po njihovem mnenju zapostavlja. Sami med možnostmi za razvojni preboj tega dela Slovenije med drugim vidijo v ustvarjanju boljšega poslovnega okolja in optimizirani šolski politiki. Priložnost za razvoj osrednje Štajerske je po prepričanju stranke tudi v črpanju sredstev za čezmejne projekte. Pogrebno podjetje Maribor je prejelo mednarodni certifikat za poslovno odličnost in se uvrstilo med finaliste za priznanje Republike Slovenije. Najvišje državno priznanje na področju kakovosti in odličnosti poslovanja je rezultat razvoja znanja in inovativnosti ter nenehnih izboljšav. S podjetjem certifikat tako uvršča se v družbo najprestižnejših podjetij v Sloveniji. Spodbuda skupnostnih urbanih ekovrtov je ena od predvolilnih obljub mariborskega župana Andreja Fištravca. Toplo vreme je že kot nalašč za delo na vrtovih, a ni še povsem jasno, kje in kako bodo občani v ta namen urejeno občinsko zemljo obdelovali letos. Namesto obljubljenih megalomanskih kulturnih objektov so v Mariboru po Evropski prestolnici kulture ostali vsaj skupnostni vrtovi. Že tretje leto občani obdelujejo kakih 100 vrtov v Borovi vasi, tik ob blokovskem naselju. Lani so 23 vrtov dobili tudi v Novi vasi. Morebitne nove lokacije še niso znane. Teh zemljišč smo naredili kar nekaj po Mariboru. Nam je pač v interesu, da smo čim bližje blokovskim naseljem. Se pravi, da ljudje hodijo peš, da hodijo z kolesi. Se pravi, da se ne vozijo z avtomobili 10 km stran. A o dodatnih vrtovih še nič konkretnega, saj bodo še nekaj tednov čakali na rezultate razpisa Evropske unije. Smo prijavili razpis Life Plus, težek 1,5 milijona evrov. Zdaj, če se to realizira, se lahko pogovarjamo o 500 novih vrtovih. Partner je občina, pač v smislu zemljišč, ki bi jih vložila, kot tisti 15% delež. Bojazni, da bi lanski najemniki letos ostali brez vrtov, pa menda ni. Mnogi vrtičkarji tako že zagnano pripravljajo zemljo. Nekaj se sposojamo, pa tega se že kar dosti dobi, izmenjamo se eno drugega. Izobraževanje tudi imamo, hodimo na predavanja. Ste se lahko v družini oskrbovali s tem, kar je tu zrastlo? Če to redno hodiš pa oskrbuješ, je čisto dovolj 100 kvadratnih metrov za upokojence. Sprostitev, tako da je ena rekla, ki še je zaposlena, je rekla, jaz bi vsem priporočala, da jim zdravniki na recept napišejo obdelavo vrta. Čakalni seznam občanov za vrt je vse daljši. Župan Fištravec zaradi obveznosti pred potovanjem v tujino danes za nas ni bil dosegljiv. Več o podpori projektu, ki ga je izpostavil tudi v svoji predvolilni kampanji, pa bo povedal v začetku aprila. Na osnovni šoli Tabor 1 pa je ta konec tedna potekalo že 6. odprto državno prvenstvo v pomnenju za posameznike oziroma tako imenovana memoriada. Organizator, center Univerzum Minerva v Mariboru, meni, da je testiranje možganov ključno za uspešno pomnenje in učenje. Kako so udeleženci preizkušali svoj spomin, je preverila tudi naša ekipa. In stop, obrni se tole. Tako se je za današnje tekmovalce končal šele prvi izziv, pomnjenje imen in obrazov. Zato, da vsaj enkrat na leto malo testiram svoje možgane, pa delam nekaj z možgani. Drugače pa se mi zdi, da postaja lažje, če se učiš kakšnokoli stvar, ali je to inštrument ali pa za šolo. Nisem imel nekih tehnik, ampak bolj sem tiste stvari vsakdanjega življenja tukaj uporabljal, kot pa obratno. Katera kategorija je najtežja? Zame je najtežja abstraktne slike,
kjer je iz packe, ki je na listu, treba nekaj narediti. V tej tekmovalni disciplini se ne ocenjujejo, kakšne so sposobnosti udeležencev na posameznih področjih, temveč le, kakšna je njihova spominska sposobnost. Vse, kar so tu discipline, imena, obrazi so, se pravi, so fotografije oseb, namišljena imena, namišljeni priimki, številke, naprimer, ki se zelo težko drugače ljudje zapomnijo. Nikola Krstanovič uporablja za pomnjenje števil prav posebno tehniko. Uporabljam ta sistem z slikicami, torej vedno se vzame najprej para, naprimer 0,9, na to pogleda po sistemu 0,9 je zob, si potem zdaj moram zapomniti sliko zob. Letos bodo v trening spomina vključili tudi starejše. V Sloveniji je vsako leto okoli 6.000 ljudi več s težavami demence in prav trening pomnjenja je lahko preventivni pristop k delnemu zaviranju te bolezni. Sledi pregled slovenskih novic, poročamo tudi o nepremičninskem davku, najprej pa o obširnih kriminalističnih preiskavah. Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada danes v 60 hišnih preiskavah zaključujejo leto in pol trajajočo akcijo razkrivanja več kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. V preiskavah sodeluje več kot 200 kriminalistov iz ljubljanske, mariborske, novogoriške, koprske in novomeške policijske uprave, preiskovalci urada ter policisti posebne policijske enote ter vodniki službenih psov. Ker gre za nevarne osumljence, pri prijetju nekaterih izmed njih sodelujejo tudi policisti specialne enote policije. Preiskovalci so 19 osumljenim osebam odvzeli prostost. Minister Gregor Virant naj bi si poceni vozovnice pri Adrii Airways urejal tudi sam in to neposredno v dogovoru z nekdanjim komercialnim direktorjem Adrije. Ta mu je sporočal tudi cene vozovnic, ki jih drugi potniki Adrije niso mogli kupiti v redni prodaji. To pod vprašaj postavlja tudi ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije, danes poroča Dnevnik. Po pisanju časopisa se je Virant o nakupu poceni letalskih kart s takratnim komercialnim direktorjem Kostančkom dogovarjal v letih 2010 in 2011, vozovnice pa so bile namenjene zanj in njegovo družino. Minister Virant pa sporoča, da je s poročilom protikorupcijske komisije zgodba o letalskih kartah zanj končana. Dodal je, da bo ob zadnjih poročanjih glede te zgodbe resno razmislil o sodni poti za zaščito svojih pravic. Zveza sindikatov upokojencev Slovenije, Sindikat upokojencev in invalidov ter Sindikat upokojencev prometa in zvez pozivajo vlado, naj zaradi pomanjkljivosti in nedorečenosti za eno leto zadrži izvajanje zakona o davku na nepremičnine. V tem letu pa naj strokovnjaki zakon popravijo. V sindikatih menijo, da je zdajšnji zakon nesprejemljiv, saj so davčne stopnje previsoke glede na socialno stanje prebivalcev. V kulturi vas tokrat vabimo na razstavo fotografa Ivana Vinovrškega, ki prihaja iz Hrvaške in že skoraj 40 let živi in ustvarja v Mariboru. V galeriji Rudolf, literarni hiši na Lentu, se predstavlja s podobami mesta ob Dravi. Fotograf Ivan Vinovrški je v Mariboru fotografsko prisoten kot zvesti kronist mariborske kulturne scene. Med njegovimi kulturnimi fotografskimi zabeležkami najdemo tudi Borštnikovo srečanje. Njegova tokratna razstava je posvečena Mariboru in nosi naslov Let nad mariborskim gnezdom. To je drugo moje gnezdo, ne? Tukaj je drugi moj dom. To je ena sedanja politična, ali kako bi rekli, družbena situacija Maribora je nam vsem znana, žal takšna je kot je, ne moremo na njo vplivati, pa je podoba tudi onega kukavičjega gnezda. Ljudi na tokratni seriji fotografij ne boste zasledili. Mene preveč ljudje na fotografijah ne zanimajo. Ne zaradi tega, da ni dobri fotografij tam, pač saj veste, kak smo ljudje. V zgornjem delu razstavišča Rudolf nas pričakajo fotografije posnete iz zraka. Vinovrški ima namreč kolega, s katerim leti, tudi 5-krat, če je treba, okrog ene lokacije, da nastane dobra fotografija. Malo je problematično letenje, slikanje, fotografiranje iz letala. Če je spodaj lepo vreme, sončno, brez vetra, ni rečeno, da je na 500-600 tisoč metrov. Tam zna biti časi ohohoj. Pač odpereš okno, pa glava mora ven, pa hitrosti so čez 200 km/h
pa včasih, če je močen veter, ti kar nese aparat iz roke. V spodnjem prostoru galerije obiskovalce nagovarjajo fotografije mesta, ki jih fotograf ujame v svoj fotoaparat na trdnih tleh. Dokumentarni taki, na malo drugačen način, pa nekaj fotografij za dušo. Podobe Maribora, kot ga vidi fotograf Ivan Vinovrški, vabijo k ogledu do konca marca. Še šport, ker se na prvenstveni nogometni tekmi med Olimpijo in Mariborom že tretjič v tej sezoni zgodilo, da so želeli igralce vijoličastih, tokrat Žana Filipa Mendija, so se v Ljudskem vrtu pritožili. Mendija sta se z merjenjem po njegovih besedah lotila nogometaš Kostić in trener Kosanović. V vodstvo vijoličastih so želeli s pritožbo opozoriti na nedostojno vedenje posameznikov. Obenem pa ekipi, s katero bodo v prihodnjih 14 dneh odigrali še 2 tekmi, sporočajo. Ljubljanska ekipa bo v Mariboru sprejeta, tako kot je bila vedno. Torej na nivoju, na spoštljivem nivoju, kajti jaz mislim, da predvsem je spoštovanje tisto, ki je najbolj odločilno v takšnih zadevah, in sprejeli bomo tako kot vedno, kot športne rivale. Medtem, ko bo 8 ekipe v končnici prve moške odbojkarske lige v sredo odigralo druge četrtfinalne tekme, so v ženski korak naprej. V sredo se bodo namreč pomerile polfinalistke. Kot zadnje so se med 4 najboljše ekipe v državnem prvenstvu uvrstile odbojkarice hoškega Formisa. Tretjo četrtfinalno tekmo proti igralkam puconske Keme, ki so v črnih dresih, so zmagali s 3-0. Je pa imela tekma podoben potek kot prva, ko so Hočanke povedle z 2-0 v nizih. S tem, da so na prvi tekmi zastale, tokrat pa v porazu niso veliko razmišljale. Mogoče za 100, ampak bila smo prepričane, da gremo danes na zmago, na polno, na 200%, tako da tisto smo dali na stran, tisto možnost, da bi lahko mogoče izgubile. Vsi 3 nizi so imeli podobno zgodbo. Domačinke so bile več ali manj vso tekmo v vodstvu, a tisto odločilno prednost so si priigrale pred vstopom v končnice nizov. Ključni pomen so bili servisi, ki so nam končno zalaufali, hvala Bogu. Sprejem smo izboljšali, napad, v bistvu vse je stalo tako bi moglo, podaje, blok, naj moglo biti boljše. Z zmago so Štajerke izpolnile cilj za to sezono. Še pred končnico so svojega dosegli tudi v ekipi nasprotnic, vendar... Začetni cilj je bil uvrstitev v modro skupino, kar smo tudi dosegle. Tako da v celoti gledano smo kar zadovoljne z sezono, vendar smo si vsekakor želeli sedaj na koncu tudi nekaj več. To je bila uvrstitev v polfinale. Po zmagi na prvi četrtfinalni tekmi je kazalo, da jim bo uspelo, a so se Hočanke uspele pobrati in za nagrado priigrati še vsaj 4 tekme. Od tega bosta najmanj 2 polfinalni proti Kamničankam. Nikoli se ne ve. Mogoče je kakšno presenečenje, tako da bomo videli. Mi se ne vdamo. Prepričanje o napredovanju v polfinale je bilo nakazano takoj po tekmi s Kemo, saj od takrat naprej plakat pri vhodu v Hoško dvorano vabi mimoidoče na sobotno tekmo s Kalcitom. Drugi polfinalni par sestavljata Nova KBM Branik in Braslovče. Prvi polfinalni tekmi bosta v sredo. V košarkarski prvi ligi pa so odigrali uvodne tekme. V Mariboru so igralci Tajfuna že drugič v sezoni presenetili Mariborčane, ki so bili v prvem polčasu boljši od nasprotnikov. V drugem delu pa so bili Šenčurčani v ključnih trenutkih tekme bolj zbrani, kar jim je prineslo pomembno zmago. Povzpeli so se namreč na 3. mesto lestvice in so znova v igri za napredovanje v končnico. V njej bosta zaigrali prvouvrščeni ekipi. Mariborčani, ki imajo enako število točk kot Šenčurčani, pa so 5. Poglejmo še dogajanje na mednarodnem prizorišču, začenjamo v Ukrajini. Krimski parlament je danes po plebiscitarni odločitvi na nedeljskem referendumu razglasil neodvisnost od Ukrajine in tudi uradno zaprosil Rusijo za vključitev v Rusko federacijo s statusom republike. Za je glasovalo 85 od skupno 99 članov Krimskega vrhovnega sveta. Z današnjo deklaracijo je Krimski parlament nacionaliziral vse dosedanje ukrajinsko premoženje na polotoku. Krimski poslanci pa so pozvali Združene narode in vse države sveta, naj Krim priznajo kot neodvisno državo. Evropska unija in ZDA so že sporočile, da izida referenduma ne bodo priznale. Malezijsko letalo, ki je pred več kot tednom dni z 239 potniki in člani posadke izginilo na poletu iz Kuala Lumpurja proti Pekingu,
Iščejo reševalne ekipe iz kar 26 držav. Malezijska letalska družba meni, da so bile zadnje besede izrečene, preden so bili komunikacijski sistemi letala namerno izključeni, kopilotove. Policisti so včeraj preiskali domova pilota in kopilota, a doslej niso našli nobenega obremenilnega dokaza. Severno obalo Čila je stresel potres z magnitudo 6,7 po Richterjevi lestvici. Središče potresa je bilo kakih 60 km severozahodno od mesta Ikiki. O večji škodi ne poročajo, so pa oblasti zaradi nevarnosti cunamije z obalnih območij na višje ležeče predele preselile več kot 100 000 ljudi. V francoskem glavnem mestu danes velja omejitev prometa. Zaradi povečane količine trdnih delcev bodo po Parizu avtomobili vozili izmenično. Danes tako le vozniki z lihimi registrskimi številkami. Znižali so tudi dovoljeno hitrost vožnje, do preklica pa bo javni potniški promet brezplačen. Za red skrbi kakih 700 policistov. Omejitev prometa zaradi onesnaženosti so francoske oblasti uvedle prvič po letu 1997. Še vremenska napoved, jutri bo pretežno jasno, ponekod bo pihal zahodni ali jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 6, najvišje dnevne od 16 do 24 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Čez dan se bodo predvsem na zahodu pojavljale krajevne plohe. V četrtek bo precej jasno. To je bil ponedeljkov dnevnik. Vabljeni še k ogledu večernih novic ob 20. Zatem bo na sporedu tudi oddaja Zdravstveni nasvet. Nasvidenje.